Tako do 1000 € mesečnega zaslužka pasivno, ne, to ni neka prevara, da se z investiranjem v visoko dividendno donosne delnice, sicer je potrebno tukaj tudi paziti na določene pasti, ampak to bomo drugič obdelali. Poglejmo naš dividendni simulator, pa se malce poigrajmo s številkami. Lahko investiramo preko klasičnega trgovalnega računa, kjer bodo naše dividende obdavčene s 25%, ali preko individualnega naložbenega računa, kjer bomo dobili na individualni naložbeni račun bruto dividendo in jo bomo lahko reinvestirali. Ne moremo si sicer ta znesek nakazati na naš TRR, ker s tem bomo prekinili tisto 15-letno obdobje, kolikor je potrebno varčevati, zato da lahko izkoristimo potem davčno olajšavo, ki jo imamo pri 15 letih in ko ne plačamo nobenega davka na izplačana sredstva. Izberemo lahko tudi med različnimi delnicami, ki so vključene v SBI Top. Kot vidite, tukaj ni vključene vzajemna trenutno nima niti dividendne politike, niti dobička, ki bi ga lahko izplačala delničarjem. Tukaj lahko izberemo željen znesek. Na INR računih imamo seveda omejitve, ki jih je potrebno upoštevati. 20 000 € je v prvem koledarskem letu od odprtja tega trgovalnega računa. Tukaj vidimo že za Krko, konkretno nam ponudi seveda izračun neto dividende letno in pa tudi mesečno. Vidimo, da bomo dobili 56 € po trenutno znanih pogojih in pa trenutnem predlogu uprave glede višine bruto dividende, ki je 9,1 €. Ali bo to potrjeno na skupščini, moramo seveda počakati skupščino. Daleč smo od tistega tisočaka, znotraj INR računa tega tisočaka ne bomo ustvarili. Kaj pa pri klasičnem trgovalnem računu? Dodajmo tukaj še eno ničlo. Vidimo, da če investiramo 200 tisočakov v delnico Krko, pridemo do neto mesečnega zaslužka 410 €. Če recimo izberemo dividendno bolj donosno delnico, ki je bila v preteklosti, kaj ne rečem, da bo tudi v prihodnje, recimo delnico NLB-ja, vidimo, da je neto mesečno zaslužek 663. Malce bližje smo, še vedno nam pa malce manjka. Pa dajmo popraviti na 400 000 €. Tukaj pa že vidimo, da smo prebili oziroma ustvarili več, torej 1332 €. Če recimo izberemo Krko, vidimo, da s Krko pridemo zaradi tega, ker je dividendno manj donosna kot NLB. Seveda moramo vedeti, zdaj, ko gledamo te številke, moramo se zavedati, kakšna delnica je delnica Krke, kakšna delnica je delnica Nove Ljubljanske banke, in za investiranje v konkretne delnice je potrebno imeti bistveno več znanja, kot če bi investirali v recimo neko razpršeno košarico. Tukaj indeksa SBI Top nimamo, zaradi tega, ker tudi nekih ETF-ov vezanih na ta indeks ni oziroma je, in sicer hrvaški od Intercapital, hrvaški, ki pa reinvestira dividende, kar pomeni, da ne dobite izplačane dividende. Tako da tole je zaenkrat tak kalkulatorček, ker lahko potem tudi bolj natančno pregledate vse stroške in pa seveda tudi na koncu seštevek dividend in tako dalje. Tako da vabljeni, da si pogledate naš dividendni simulator.